Danes na Gospodarski zbornici Slovenije poteka prva letošnja delavnica na temo pravilnega ravnanja z gradbenimi odpadki. Jih lahko na kratko predstavite? Ja, na letošnji prvi delavnici se bomo posvetili v bistvu zakonodajnim zahtevam, ki veljajo na področju gradbenih odpadkov in seveda potem tudi, kako poteka samo rušenje, kakšen je pomen selektivnega rušenja in kakšne materijale potem pridobimo pri tem selektivnem rušenju. Ker namreč z vidika uporabe odpadkov kot vir surovin je izjemno pomembno to selektivno rušenje. Kaj so reciklirani agregati in kakšna je njihova uporabnost? Reciklirani agregati so agregati, ki so pridobljeni s predelavo gradbenih ruševin. Njihova uporabnost pa zavisi od njihove kvalitete. Ta kvaliteta pa zavisi od tega, kakšen je objekt in kako se ta objekt ruši. Zaradi tega vedno poudarjamo, kako je pomemben način rušenja za končno uporabnost oziroma kvaliteto agregata. Torej, selektivno rušenje je tisto, ki nam zagotavlja, da bodo ti materijali potem uporabni v gradbeništvu. Kako poteka priprava na rušenje? Priprava na rušenje je predvsem pomembna od dobrega prepoznavanja izhodiščnih razmer, kar pomeni pozornost mora biti posvečena dobremu načrtovanju in pripravi dobrega načrta za ravnanje z gradbenimi odpadki. Tukaj mislim, da imamo največje rezerve, ker ne poznamo dovolj postopkov in projektanti imajo na tem področju še veliko dela. Če se bodo materiali za ponovno uporabo prepoznali naprej in se ustrezno tudi pripravili za selektivno rušenje in čim več porabili tudi na istem območju gradnje, bo to ceneje tako za investitorja, kot tudi okoljsko bolj sprejemljivo za državo. Vse ostalo mislim, da imamo v državi dobro urejeno, postopki strojnega rušenja, postopki delno tudi ročnega rušenja in pa nadaljne predelave so sorazmeroma na visoki ravni, največje rezerve so v organizaciji in uporabi materijalov na gradbišču ponovno. Kakšen je pomen selektivnega rušenja? Ja, selektivno rušenje ima velik pomen pri rušenju gradbenih objektov. Pravilo je, da gremo rušiti iz obratnega razmerja, kakor smo gradili, se pravi najprej odstranimo vse opremo, potem vrata, okna, se pravi, in nazadnje pridemo z izbrano tehniko do rušenja s ciljem, da pridobimo čim več materijala, čim več proizvodov, ki jih kasneje lahko uporabimo bodisi kot ponovna uporaba ali kot recikliranje.